Če Kino Šiška ne bi imela tako ambiciozno zasnovanega programa že od samega začetka, se pravi od leta 2009, težko verjamem, da bi se lahko tudi vpela v raznovrstne evropske, ne samo mreže, ampak tudi projekte, ki jih financira seveda Ustvarjalna Evropa. In tako nam je v bistvu že pol leta po odprtju uspelo na področju sodobnega plesa postati pomemben partner v mreži Modul Dance. Brez tega projekta seveda mi ne bi mogli nadgrajevati tistega, kar smo kasneje uspeli narediti, in to je vzpostavitev Kofestivala. In iz tega je ratal zelo pomemben mednarodni festival sodobnega plesa. Ne le to, hkrati seveda smo se potrdili do te mere, da smo postali polnopravni član IG1 in še zmerom seveda sodelujemo v teh mrežnih povezavah. In ko sem že pri mrežnih povezavah, je seveda bistveno priti na drugo polje tovrstnih povezovanj. Brez recimo prvega INES projekta, tudi velikega projekta, ne bi bilo Ment festivala v taki obliki, kot ga poznamo danes. Pri glasbi to pomeni, da ne gre samo za, projektni način premisleka. To pomeni recimo 3-dnevni festival z 80 izvajalci, 300 tujimi delegati na različnih prizoriščih v Ljubljani in tako naprej. Ampak pomeni, da je to v bistvu celoletna zgodba. Ker preko Menta podpiramo slovenske bende, načrtno izvažamo slovensko ustvarjalno moč. Pri glasbi je potrebno omeniti še eno zelo pomembno mrežo, Live Europe, neka vrste izmenjalni sistem. Mladi slovenski in seveda tuji bendi po sistemu kroženja po različnih prizoriščih uspevajo seveda pridobivati zelo dragocene performanske izkušnje. Na področju vizualnih in urbanih umetnosti je bil že What's the Deal eden od takih velikih projektov, sicer majhnega ranga, ampak je imel tudi zelo pomembne posledice. Brez podobnih premislekov seveda ne bi imeli. Včasih se je temu reklo Stripolisa, zdaj se temu reče Mednarodni festival Stripa Tinta. No in natanko na 2 področjih recimo smo aktualno pa pridobili nova sredstva na področju sodobnega plesa v kombinaciji z virtualizacijo. In drugi projekt je povezan s položajem žensk v stripu, ker vemo, da je manko ženskih ustvarjalk. Mislim, da je tudi absolutno pravilno, da se k tem zgodbam pridružujemo. Večina tega denarja mora iti v podporo kreativnosti, kar pomeni konkretnih ustvarjalk in ustvarjalcev, in v podporo tistemu, čemur je umetnost namenjena. Namenjena pa je občinstvo. In to v bistvu je naloga nas, ki pač kandidiramo na tovrstnih razpisih. To ni samo stvar neke evropske direktive in podobno, ampak da je to stvar, ki se tiče vseh nas. Govorimo seveda o tem, kako vzpostaviti nekaj, čemur se reče evropski duh in evropsko ustvarjanje. Temelj razsvetljenske umetnosti je v tem, da je dolžna biti prvi diplomat takrat, ko nastopi vojno stanje. Umetnost je ena sama, je zelo raznovrstna, je sporočilna in mora biti tista, ki nas pelje nekam naprej, da ne rečem navzgor.